Ja, moj pogled je bolj pravni in institucionalni. Ker sem pač sodnik, ker je moje življenje zapisano pravo in ker bom najbrž še nekaj naslednjih let v tem poklicu. Problem Slovenije sedanji, pretekli in bojim se, da tudi prihodnji vidim v pomanjkanju občutka za pluralizem. Problem je v tej kompaktnosti, v kolektivizmu, ki se kaže na 3 področjih. Vsaj z moje perspektive. Na eni strani v sodstvu, na drugi strani v medijih in na tretji strani v izobraževanju. Zato smo Slovenci tako nagnjeni k nekem negovanju oziroma nas ne motijo monopoli, končno tudi v ekonomiji. Zadnja tako razvpita in vsem dobro znana izjava predsednika vlade glede oglašanja v medijih, ki po njegovem širijo sovražni govor, homofobne vsebine in pozival podjetja v javni lasti, se pravi državni lasti, lasti državljanov, naj tam ne oglašajo. Ta izjava je zelo pomembna, pa ne toliko zaradi tega, ker je razburila take reakcije, ampak zato, ker odkriva neko značilnost Slovenije. Na eni strani to razkriva monolitnost medijske krajine, kjer so mainstream mediji pod kontrolo države in na drugi strani razkriva, da tudi pluralizacija medijev, se pravi, da tudi ekonomsko razpršeno lastništvo medijev ne more v državi s tako izrazitim državnim lastništvom, kjer je pretežni del nacionalnega produkta ustvarjen skozi podjetja v javni lasti, družbe v javni lasti, nujno pripelje potem ali pa postane en vzvod za to tako imenovano notranjo notranji nepluralizem, oziroma ni notranjega pluralizma medijev, se pravi tega vsebinskega pluralizma. Ker če privatni lastnik medija, ki se obnaša tržno, sliši to izjavo, oziroma sliši to izjavo tudi oglaševalec, potem seveda se bo zgodilo to, da bodo ostali tisti mediji, ki ne oglašuje, ki so po mnenju predsednika vlade neprijazni do vlade, morda zato homofobni, ker se on postavi v vlogo tega razsodnika, bodo zato še bolj prijazni do vlade, bodo pač objavljali oziroma širili, objavljali vsebine, ki so prijazne do vlade. In na ta način se doseže, oziroma se spodbije še tisto malo vsebinskega pluralizma, ki bi ga lahko razpršeno lastništvo medijev zagotavljalo.
Na tem področju je pravo dokaj nemočno. Če se ozremo tudi po judikaturi ESČP-ja, o teh vprašanjih ni pravzaprav nič judicirane. Ena zadeva, Manole proti Romuniji, ampak obravnava vpliv države na nacionalno televizijo, sestavo programskega sveta. Ta vidik je tako rekoč zanemarjen, čeprav ga pa opažajo v literaturi, ampak v pravnih zvodih pa tu ni nič. In tu se mi zdi, da je naloga pravnikov, zlasti odvetnikov, da se lotijo tega problema. Drug problem, ki je spet povezan s monopoli, je izobraževanje. Tu, kot vidimo, je zdaj že ta druga vlada, katera že, ki enostavno ne spoštuje odločbe Ustavnega sodišča o financiranju zasebnih šol. Deluje protiustavno, ves čas živimo v takem protiustavnem stanju, navadili smo se na njega, nikogar ne moti, seveda ne moti večine, zato ker gre za en majhen del, za neko manjšino. In še en primer tega nepriznavanje pluralnosti, težave s pluralnosti. In tretje, sodstvo. Sodstvo je izrazito kompaktno, velik korpus ga je tudi, čez 1000 sodnikov in sodnic. In v takem korpusu je težko prodreti s drugačno, bom rekel, filozofijo, ideologijo. Zelo je utrjeno še vedno to črtobralstvo, mehanski pristop do prava in seveda tudi neznanje, kar smo bili pa, in s tem bom zaključil, priče nedolgo nazaj, prejšnji mesec, s tisto izjavo Vrhovnega sodišča o nespoštovanju odločb sodb Evropskega sodišča za človekove pravice. Na to se je komisarka za človekove pravice odzvala, ni omenila Slovenijo, vendar v zadnjem govoru, danes ali včeraj, jasno postavlja, se jasno seveda postavlja na stališče o spoštovanju in o veliki nevarnosti, ki jo predstavlja taka stališča, na katero se je v imenu vsega slovenskega sodstva postavlja Vrhovno sodišče. Tako da, v tem jaz vidim trenutno te probleme s pluralizmom.